Dober dan, spoštovane poslušalke in poslušalci, in lepo povabljeni v naše današnje korake do uspeha, v katerih vstopamo v podjetje Biostil, kar pomeni, da se odpravljamo v Komen, pravzaprav po Evropi bi lahko dejala, saj ima podjetje Biostil kar 14 tržišč. Tudi na to temo več z direktorjem Dalibor Kusmina. Dobrodošli v studiu Radia Rubin. Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem, tudi z moje strani. Kaj boste rekli, je kdo med nami, ki morda še ni slišal za podjetje Biostil? Če ni slišal za podjetje Biostil, verjamem, da so slišali za gospo Herto. Ki so jo nekateri nominirali tudi za ministrico za zdravje. Ampak mislite, da je gospa Herta vaša mama, mimogrede, res zaščitni znak blagovne znamke Biostil? Jaz mislim, da je sigurno zaščitni znak, ker je pač resnici iskreno najbolj predvajana oseba po televiziji, hočemo ali ne, ampak dejansko Jano. Kot Herta, tako Biostile so eni najbolj prepoznavnih blagovnih znamk Slovenije. Ampak pravzaprav je ona idejni vodja, ona je tista, ki je pravzaprav začela to pot podjetja Biostil mnogo let nazaj, čeprav ste nekaj 10 oziroma nekaj let več nazaj pravzaprav začeli delovati kot blagovna znamka Biostil, ampak zgodba je veliko starejša, kaj ne? Ja, tako, sedaj 25 let nazaj smo se prvič srečali že s prehranskimi dopolnili. Takrat smo z mojo mamo Herto začela s prehranskimi dopolnili za drugo podjetje. Takrat smo samo bili v mrežnem marketingu, v prodaji. Potem pa 13 let nazaj smo pa začeli s podjetjem Biostile. In sicer bilo je tako, da smo začeli spet samo s prodajo. Potem smo pa v nekem trenutku imeli velike težave s kvaliteto proizvodov, ki so prišli. Takrat proizvodov nismo niti dali na trg, ampak smo se odločili, da bomo začeli svojo proizvodnjo. Kajti dejansko samo Biostile je res to, da vemo, kaj je noter v samih proizvodih in to je najvišja kvaliteta surovin. Ne glede na to, da beremo mnoge očitke, da temu ni tako? Lani smo doživeli nek medijski napad, predvsem strani N1 oziroma naše konkurence, kamor so nam očitali pač, da zavajamo ljudi, ampak to je bilo izključno, kaj povemo v teh oddajah. Namreč moramo vedeti, da pri prehranskih dopolnilih lahko povemo samo tisto, kar je EFSA dovolila. Torej, naprimer, če smem povedati, naša največja kazen, ki je prišla, kar nekaj čez 100.000 evrov, je bilo zaradi tega, ker smo rekli, da je česen naravni antibiotik. To že vsi vemo, ne? To je neka kmečka logična pamet, ki bi rekli, ampak ker je to nedovoljena EFSA zdravstvena trditev, smo dobili kazen. Pravite, da ste doma vedno manj cenjeni kot po svetu? Ja, tako je nažalost, ne, kot povsod v drugih podjetjih, kot se srečujemo. V drugih državah, torej podjetje Biostile ima še svoje enote v 14 drugih državah, tam dejansko vidimo, da nimamo nikakršnih težav, torej tam smo res zadovoljni, cenjeni in ljudje nas zelo lepo sprejemajo. Prejle sva začela z tem medijskim programom, pa tudi sicer, kar kaže, da vsem vendarle niste všeč, ste to tudi sami dojeli tako, pravite, da je konkurenca po eni strani dobra pot, spet po drugi pa bijete bitko z njo. Ja, jaz mislim, da je konkurenca dobrodošla, dokler je v neki fazi normale. Vemo v Sloveniji, da nas je veliko proizvajalcev prehranskih dopolnil, z večinoma tudi dobro sodelujemo, vendar nekatera konkurenca se tudi pač osredotoča na neke stvari, kot ti meče polena pod noge. Kaj je tisto,
kar pravzaprav človek lahko, rekla bom, tudi dobrega potegne iz takega medijskega linča, če sploh lahko kaj. Kaj ste se naučili? Kar smo videli v tem medijskem linču in v vseh inšpekcijskih kontrolih, ki smo imeli, namreč samo za primer, v zadnjih 6 mesecih smo imeli 155 kontrol prehranskih dopolnil, ko so nam vzeli vzorce in ugotavljali, ali so učinkovine noter skladne. In pri vseh 155 smo imeli zeleno luč. Torej, postali smo praktično še boljši. Tukaj moram pohvaliti cel razvojni oddelek in naše kvalitete, ki so se res vrhunsko izkazali v tem primeru. Sicer pa imate številne strokovnjake, ki stojijo za dobrim imenom podjetja Biostil, sodelujete tudi z Univerzo na Primorskem, z kakšnim človekom, ki se podpisuje pod te prehranske dodatke, ki jih ustvarjate doma v Komnu, kjer je proizvodnja, morava reči? Ja, tako, vsa proizvodnja je v Komnu, v bivših prostorih Aluminija Komen. Tam imamo zaposlenih trenutno okoli 125 ljudi. Cela grupa v 14 državah nas je trenutno 320 zaposlenih. Seveda pa non-stop tudi iščemo nove ljudi, tako da vabljeni tudi poslušalci, da se pridružijo in pogledajo za odprta delovna mesta. Se pravi, da imate tudi ta hip velike potrebe po zaposlovanju, tako kot marsikdo, bomo rekli, ta hip. Kakšne profile ljudi morda iščete? Torej, iščemo od proizvodnih delavcev do operaterjev strojev, tehnologov, nabavnih referentov, marketing, veliko je teh odprtih delovnih mest. No. Se pravi, Komen je proizvodnja, ampak kot sva dejala, 14 tržišč širom Evrope. In poudarjate, da ste v tujini bolj cenjeni kot doma. Tako je, v teh 14 državah boste tudi lahko srečali Biostile na televizijah, tako kot v Sloveniji. Nekje morda celo več. Pa vendar pravite, da beležite že za 5 milijonov evrov škode na račun tega medijskega programa. Se pravi, kako ste se soočili s temi težavami v podjetju? Moram reči, da lani, ko je bil ta medijski linč, je bilo kar težko obdobje, ampak smo se soočili, tudi videli, da ljudje nekateri ostajajo z nami, ne verjamejo vsemu, kar mediji napišejo, berejo in tako naprej. Tako da to je bila ena stopnička, no, ko smo videli, koliko imamo svojih kupcev, ki dejansko so vztrajni vsak mesec. Ker že omenjam korake do uspeha, kateri so ključni mejniki podjetja Biostil, kateri so tisti najpomembnejši koraki, ki ste jih delali, odločitve, ki ste jih sprejeli za to, da ste danes med uspešnimi, vidnimi, zavidanja vrednimi podjetji, kar se pravzaprav prometa in prepoznavnosti tiče? No, če bi začel prav na začetku, je seveda prva odločitev, da smo sploh šli v svoje podjetje. Druga odločitev je bila naključna in sicer smo dobili 1 uro airtima na eni televiziji in čisto slučajno je pol gospa Herta šla tisto uro izkoristiti in smo videli, da prodaja na televiziji deluje. In tako se je zgodila sploh ta zgodba od Biostile in na TV prodaje. Tretja ključna stopnica v našem podjetju bi pa rekel, da je bila, da smo se odločili, da gremo v svojo proizvodnjo, da zaposlimo strokovnjake in tudi, kar je nam v ponos, da ostanemo slovensko podjetje, ki dela na Krasu. Tudi danes se lahko pohvalite z visoko kontrolo, to ste mi povedali pred oddajo, se pravi vstopni procesi, izstopni, vmesna kontrola, skratka, veliko ljudi je in veliko točk, kjer kontrolirate neoporečnost. Ja, tako v samem procesu proizvodnje imamo kar 57 kontrolnih točk. Če samo na hitro povzamemo, torej, ko pride surovina pri nas v hišo, gre v karanteno,
jo analiziramo z neodvisnimi laboratorijami, ko pride vse potrjeno, da ne vsebuje težkih kovin, pesticidov in kaj dejansko od učinkovin vsebuje, gre šele v proizvodnjo. Na teh 57 kontrolnih točk v proizvodnji pač se kontrolira sam izdelek in na končni izdelek, preden gre na tržišče, se še enkrat kontrolira, da v fazi proizvodnje ni prišlo do kontaminacije. Se pravi, kako pomemben je pravzaprav proces sam, če na nek način vzameva v ospredje klinične študije, dokazovanja učinkovitosti, je to tisto, kar vam vzame veliko časa, moči, energije? Ja, same klinične študije in vse to je dokaz, da to, kar mi že vemo, ker so stranke zadovoljne, da so naši izdelki učinkoviti, ampak z kliničnimi študijami dejansko to tudi potrdimo. Moram reči, da že 4. leto rušimo rekord, naš lastni rekord kliničnih študij v Sloveniji. Torej, že 4. leto smo največji naročnik kliničnih študij. Ampak imate, se pravi, podjetje, ki deluje tudi za zunanje naročnike oziroma uporabnike in imate svojo blagovno znamko, torej Biostil, ki jo danes predstavljava. Kolikšen je morda odstotek, razmerje med enim in drugim? Kolikšen je vaš tržni delež? Tako pač podjetje Biostile je predvsem proizvodnja, torej proizvajamo za našo blagovno znamko in trenutno nekje za 500 zunanjih naročnikov. Nekje 20% samo je podjetje Biostile za blagovno znamko Biostile, 80% proizvodnje je pa namenjeno za druge blagovne znamke. Tukaj pridejo podjetja, ki samo vprašajo, ali mi lahko naredite ene kapsule za spanje, do velikih farmacevtskih družb, ki pa dejansko naredijo presoje in dejansko proces same prve artikla poteka tudi 12-13 mesecev. Ampak ne glede na to, da nekdo pride z željo po svojem lastnem prehranskem dopolnilu, so vaši, bom rekla, znanstveniki, doktorji znanosti tisti, ki imajo glavno in odločilno besedo? Ja, tako je. Pač imamo zelo velik razvojni oddelek in tako potem naši doktori, farmacevti, razvojni tehnologi pomagajo pri tem razvoju. Prejle sem rekla, da vas vprašam, če so vam vse te obtožbe dale še več vetra v jadra ali zlomila krila. Kaj boste odgovorili? Bomo rekli, da vsa ta polena pod noge vzamemo tako, da si gradimo novo pot, nov most do uspeha. Pred 13 leti ste pravzaprav začeli delati te, lahko bi rekli, zdajšnje korake poti Biostil, gospod Dalibor Kusmina. Izpostavljali ste vrednote, ki jim sledite še danes, katere bi predvsem radi podali naprej. Ja, tako je. Pač naše vrednote bodo vedno ustvariti visoko kvalitetne prehranske dopolnila. Druga vrednota, ki je zelo pomembna, je skrbeti za naše zaposlene, torej da smo podjetje, ki je zaposlenim prijazno. Tukaj bi tudi rekel, da skrbimo zaposlene, imamo team building na morju, torej imamo božičnice, imamo zdaj letos, to še naši zaposleni ne vejo, rekorden regres. Tako da upam, da poslušajo to oddajo. Tako da bojo sigurno zadovoljni. Kako pomembno je znati delati z ekipo, ki jo vodite, velikokrat izpostavljate prav ta ekipni duh in da je najpomembnejša v podjetju prav ekipa. Ja, jaz mislim, da je to ključno. Torej, da vodja ve, kam gre in da mu ostali sledijo, ampak mora voditi z vzgledom. Kajti, če nisi ti tisti, ki boš pokazal, kako se dela, kaj je prav in bil prvi v službi in zadnji šel, tudi ostali ne morejo slediti. Gre pravzaprav za podjetje, ki ga je na nek način začela mama in zdaj sta z bratom prevzemnika. Kako pomembna je ta sinhronizacija vodstvenih idej? Se pravi, koliko dejansko se posvetujete, upoštevate, delujete kot
družinski tim? Ja, tukaj bi že malo popravil, ker začeli smo vsi skrati. Aha. Torej že od začetka smo bili in smo še vedno družinsko podjetje. To družinsko podjetje ima svoje pluse in svoje minuse, torej kadarkoli se vidimo, smo pač v podjetju in se pogovarjamo od podjetja, ima pa svoje velike, velike pluse, torej vedno veš, da ti družina stoji ob strani. Čeprav je včasih čudno, imamo tudi kot mama, tata, brat pa jaz, se dobimo in imamo svoje sestanke, kot v samem podjetju, no. To se enim zdi malo čudno, ampak to je ključnega pomena. Ampak je pomembno to dopolnjevanje, bomo rekli, morda na eni strani mladostniški pogum in brezglavost, na drugi strani modrost starejših, kaj boste rekli? Ja, definitivno je to zelo pomembno, ampak smo si tudi v podjetju razdelili svoje naloge. To je zelo pomembno, ključno. Ja. In vsak skrbi za svoj oddelek. Prejle sva rekla o vrednotah, ki ste jim zvesti vsa ta leta. Kaj pa poslanstvo? Se pravi, prehranska dopolnila. Pa če vas takole vprašam, lahko danes živimo brez v poplavi vseh oglasov, reklam? Kakšno je vaše osebno mnenje? Torej, jaz mislim, da v današnjem času z normalnim delovnim urnikom in to praktično ne moremo več živeti. Namreč v zadnjih 30-40 letih je naše življenje se tako spremenilo, da si moramo nekaj dodajati. Tudi sama zemlja je toliko bolj osiromašena, pa to, kar kupimo pač v marketu, ne vem, če kupite eno jabolko, pa jo date na mizo, po 2 mesecih je še zmeraj ista. To pač ni normalno, ne? Vemo vsi. Ja. Ne bova delala oglasa, pa vendar, če bi morali izbrati en izdelek, en paradni konj, ki so ga kot najboljšega prepoznali potrošniki. Še vedno je naš najbolj prodajen proizvod kolagen. Torej, ljudje imajo najrajši kolagen, tudi naše nekaj posebnega, 5 različnih tipov kolagena. Se pravi, ženske največje uporabnice. Ženske vedno največje uporabnice, tudi za proizvod za prostato običajno kupi ženska. In pole uporablja moški, ne? Ne vemo, kako gre. Kako delate, kako pomembne so raziskave trga, predno plasirate nekaj novega, bom rekla, med potrošnike? Ja, dejansko mi pogledamo na tržišču, po čem je povpraševanje, katere so ključne težave, ki je treba odpraviti. In na to damo naloge v razvojni oddelek, da pripravijo izdelek, ki bo funkcioniral. Pravite, da imate okrog 400 dobaviteljev. Če rečem takole, kje potem takem, ne samo v Sloveniji, verjetno dobivate sestavine osnovne za prehranska dopolnila Biostil? Ja, tako je pač. Surovine dobivamo trenutno od 400 različnih dobaviteljev, praktično iz celotnega sveta. Vsi dobavitelji morajo biti certificirani z certifikati vsaj 3 leta v samem podjetju. Torej, presoja dobaviteljev je tudi ključna za ohranjene kvalitete. Zakaj vam je tako bistveno imeti svoj lastni tržni delež? Prej ste rekli, da zavzemata 20%, vse ostalo so zunanji naročniki in povpraševanje vseh tistih, ki bi radi imeli svoja prehranska dopolnila. Se pravi, zakaj želite ohraniti, bom rekla, prisotno, živo, blagovno znamko Biostil? Tudi potem, ko pravite, se vam je po tem medijskem linču promet bistveno znižal, zmanjšal? Ja. Še vedno pač ostajamo pač pripadni Slovenci, Kraševci in Primorci, ne, seveda. Torej, hočemo biti pripadni z slovensko blagovno znamko Biostile in naša želja je, da bi pač iz majhnega Krasa, iz majhne Primorske šlo podjetje Biostile v svet. In pravite, da je zagotavljanje kakovosti, varnosti tisto osnovno vodilo, ki mu ostajate zvesti skozi vseh 13 let? Tako, ja. Pač
Če nimaš kvalitetnega proizvoda, potem ne moreš biti dan danes več na tržišču. Kateri trženjski prijemi pa so vam morda najbolj pomagali pri prepoznavnosti prav te televizijske oddaje, ki ste jih že prejle omenili in so na nek način tudi naključje izpostavljate? Ja, malo je bilo naključje, potem pa tudi naša pripravljenost videti samo priložnost. Definitivno pač so bile te oddaje naš ključ do uspeha in z njimi smo pač dorasli in bili prepoznavni in še vedno smo. Prepoznavni ste torej po mami, torej po Herti, kot sva prejle že dejala, ampak tudi po nekaterih raziskovalnih ustanovah, strokovnjakih, kako pomembno je dobiti v tim prave ljudi. Na samem kadru delamo zelo veliko, iščemo in praktično smo odprti do novih ljudi vsak dan. Da imamo v tem raziskovalnem oddelku toliko ljudi, ki so doktorji, znanstveniki, farmacevti, je z ohranjanjem kakovosti ključnega pomena. Se pravi, število tistih, ki posegajo po vaših izdelkih, narašča, kljub vsemu. Kakšna je potem takem vizija, kje se vidite čez 5-10 let? Torej, naš cilj je že kar nekaj časa enak, torej biti vodilno podjetje na evropskem nivoju v proizvodnji prehranskih dopolnil. Trenutno tudi širimo samo proizvodnjo, pravkar končujemo dodatno halo, kjer bomo pač imeli zdaj nove 2 avtomatske linije, torej za kapsuliranje in za blistiranje. V naslednjem letu mislimo še dodatno halo novih 2000 kvadratov, v naslednjih 3 letih pa z novo obrtno cono v občini Komen pa približno 10 000 novih kvadratov. Se pravi, vse to ostaja na Krasu v Komnu. Tako, čeprav moram reči, da imamo neverjetne ponudbe tudi iz drugih držav, drugih krajev, smo se odločili, da bomo to podjetje zadržali na Krasu. 14 tržišč po Evropi, s katerimi državami morda najbolje sodelujete? Izjemno dobro sodelujemo s Češko, Slovaško, Madžarsko. Prav tako pa ne morem mimo pač Bosne in Beograd, Srbije, kamor so slovenski proizvodi še vedno zelo cenjeni in prepoznavni po kvaliteti. Pa ste si kdaj mislili, da boste šli s podjetjem, s to blagovno znamko tako široke razsežnosti, ali, če rečem drugače, ste se kdaj na poti ustrašili, ker je vse, bom rekla, dokaj hitro zraslo? Ja, mi dejansko, ko se usedemo na ta sestanke družinske, se nam zdi, da gre vse zelo počasi. Tako da šele potem, ko se zavedamo, kje smo bili 3-4 leta nazaj, vidimo, da gre hitro. Pričakovali nismo, ključno je to pač, da gremo iz dneva v dan, da imamo jasne cilje in da pač predvsem smo aktivni in delovni. Katera znanja na tej podjetniški poti so vam morda najbolj koristila? Dejansko jaz rečem vsakmu, da mora imeti 3 bistvene točke. Torej, da mora biti aktiven, pripraven na delo, drugo mora imeti entuzijazem, torej mora imeti to gorečnost, to željo, in tretje, kar je bistvenega pomena, mora biti strokovnjak na svojem področju. Morda na svet Hertin, ki vam je v življenju najbolj koristil? Že od samega začetka, tudi ker smo bili majhni, smo mi zmeri delali. In primer, tudi ker smo bili mlajši, ko smo šli žurat z bratom in smo prišli ob 3-4 zjutraj domov, ob 6 smo mi šli delati. Ni bilo usmiljanja. Ja, in ni bilo usmiljanja in pol sem enkrat rekel, mama, jaz ne bi šel delati.
In je rekla, pa saj ti nisem vprašala, ali bi šel, je treba iti. Aha, se pravi, delavnost je tista, ki jo vidite kot, bom rekla, zelo pomembno vzgojno metodo svojih staršev, ki vam še danes prinaša uspehe oziroma lovorike? Ja, sigurno, jaz mislim, da je 90% uspeha z trdim delom. Pravite, da ostajate doma s proizvodnjo, ki jo boste širili. Pravzaprav že, ko ste začeli graditi, takrat mislim, da v bivših prostorih Aluminija Komen, vas je marsikdo verjetno pogledal po strani, češ kako, zakaj v Komnu. Ste dobili kdaj občutek, da podpora ni takšna, kot bi lahko bila? Namreč pomembna je podpora lokalne skupnosti, pomembna je ne nazadnje podpora države. Kako ocenjujete le to danes? Ja, ko smo začeli v samem Komnu to graditi, niti sami si nismo mislili, da bo to postalo tako veliko. Danes gledamo, da bi morda nam bilo v Kopru ali Ljubljane mnogo lažje zaradi kadrovskega bazena, ampak ključno pri tem, kot ste samo povedala, sama lokalna skupnost, podpora, ki nam stoji ob strani, kot tudi same države. No. Konec koncev, jaz mislim, da čeprav smo imeli veliko težav, mislim, da se zdaj vso to zelo izboljšuje. Omenjate kadrovski bazen, odkot vse prihajajo zaposleni k vam, večina domačinov? Veliko je domačinov, ampak zaposleni se vozijo iz Ljubljane, Bovec, Koper, Postojna, Pivka, celoten ta spekter pobiramo. In še iščete nove kadre, ko sva že dejala. Kaj bi svetovali mladim podjetnikom, ki morda začenjajo šele pot podjetništva? Svetoval bi jim, naj poiščejo tisto, v katerem so zelo dobri, neko nišo, in da tam se izobražujejo in postanejo strokovnjaki. Morda bi tudi vsem svetoval, ne glede na to, ali podjetnik, ali je zaposlen, kamorkoli, da gre v službo ali pa na delo ali pa dela, da naredi neko razliko tisti dan. Ne, da gre delati od 8 do 4 ali pa ni važno kdaj, ampak dejansko, da pokaže svojo vrednost. Prejle sva rekla, dan odprtih vrat, pravzaprav sodelovali so vsi zaposleni. Tudi to je eden od načinov motivacije oziroma, bom rekla, delovanja v smeri ene velike družine, kaj ne? Ja, tako je. Mi smo rekli, da naredimo dan odprtih vrat, da vsem pokažemo, kje se pač proizvajajo ti izdelki, da ničesar ne skrivamo, vsak, ki ima vprašanje, naj prije to pogledati. Prav sem bil ponosen, ker pač prišlo je čez 1000 ljudi, to je bilo neverjeten dogodek, velik dogodek, nismo niti pričakovali, in vsi ti naši zaposleni, ki so bili tam, so naredili vrhunsko delo, tako da jim moram čestitati tudi tukaj javno, da so kaj tazga izpeljali. Prihajali so ljudje iz vse Slovenije, kaj ne? Tako, veliko ljudi je prišlo tudi iz Maribora, Murske Sobote, Lendave, praktično cela Slovenija je bila. Ste kdaj na poti, podjetniški poti, rekli, pa kaj mi je tega treba biti vpet v delo 24 ur na dan? Dobro, do tega sigurno pride, ne? Ko se človek malo izčrpa in reče, kaj mi je tega treba, ampak potem se človek usede, zadiha in pač pogleda spet svoje cilje, in če veš, zakaj delaš, pol greš naprej. In kaj vas vsak dan potem takem motivira, da nadaljujete to podjetniško pot? Torej, Biostile bo postal največji proizvajalec prehranskih dopolnil v Evropi. In to je naš edini cilj. So trenutki, ko podvomite v to vizijo? So trenutki, ko definitivno podvomim, ampak odzadej za mano stoji družina in tudi sedaj ogromna ekipa sodelavcev, ki me podpira. In če bi morali zdaj nagovoriti družino in sodelavce z enimi zaključnimi besedami najnega današnjega pogovora, stavkom, kaj bi jim sporočili?
Jim bi sporočil, da včasih pridejo težki trenutki, ko so, ampak iz njih ustanemo še močnejši in nikoli se ne bomo predali in vsak dan bomo samo še boljši. Morda samo še to, kako en podjetnik pride do takega mindseta, je po vašem mnenju pomembna vzgoja, so pomembni tudi padci na poti, podjetniški poti, ker pravijo, da je to ključno, če hočeš biti uspešen, kaj ne? Ja, dejansko sigurno je vzgoja, ampak tudi potem izkušnje. Torej, izkušnje pa dobiš z tem, da padeš, ne? Ker vsak padec je določena izkušnja. In pravijo, da ne zmaga tisti, ki najmanjkrat pade, ampak ta, ki se največkrat pobere. Ostanite, bom rekla tako optimistični, Dalibor Kosmina, za konec pa ne morem mimo vprašanja, brez katerega prehranskega dopolnila ni vašega dne? Jaz sam uporabljam koencim Q10, mikroenkapsuliran, to je naša patentirana tehnologija, ter tudi kolagen. Hvala lepa za obisk v našem studiu. Pišete uspešno zgodbo s podporo vseh zaposlenih, ki verjamejo v skupne pomembne korake in seveda vse dobro želim. Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem. Hvala za pozornost, poslušalke, poslušalci. Poslušali ste oddajo, katere pokrovitelj je podjetje Spintek. Hvala za pozornost in lep dan vsem skupaj še naprej želim. Koraki do uspeha. Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškolin, častni pokrovitelj oddaje.